Zvečer 7. septembra 1996 je bil Tupac Shakur eno največjih imen v glasbeni industriji. Star je bil komaj 25 let, a milijoni ljudi so že poznali njegov obraz, glas in pesmi. Toda še preden se je tisti večer končal, so ga na eni izmed cest v Las Vegasu zadeli 4 streli. In 6 dni po streljanju je Tupac umrl. Raper Tupac Shakur je sinoči umrl po kratkem življenju v zahtevnem poslu. Star je bil 25 let. Raper Tupac Shakur je preminil. Umrl. Skoraj 3 desetletja je ostalo skrivnost, kdo je odgovoren za njegovo smrt. Veliko imen je bilo vpletenih in veliko zgodb je krožilo. Toda kaj se je v resnici zgodilo? In zakaj so mu to storili? Da bi razumeli, kako je tisti večer pripeljal do tragedije, moramo najprej pogledati življenje Tupaca in kaotični svet, v katerem je živel. Njegovo pravo ime je Tupac Amaru Shakur. Ime je dobil po voditelju upora, ki se je boril proti španski oblasti v Južni Ameriki v 1700-ih. Za njegovo mamo je to ime simboliziralo človeka, ki se bori proti zatiranju. Tupac se je rodil v New Yorku 16. junija 1971. Njegova mama, Afeni Shakur, je bila politična aktivistka in nekdanja članica stranke Črnih panterjev. Ta skupina se je borila za pravice in zaščito temnopoltih Američanov, predvsem proti rasizmu in policijski zlorabi. Zaradi tega je bil Tupac že kot otrok izpostavljen vprašanjem revščine, diskriminaciji in neenakemu ravnanju z ljudmi. Njegovo otroštvo ni bilo lahko. Njegova družina se je pogosto selila in pogosto so bili brez denarja. Toda čeprav je bilo doma življenje kaotično, Tupac je našel način, kako izraziti svoja čustva. Rad je pisal poezijo. Študiral je tudi igro, ples in glasbo na šoli za umetnost v Baltimoru. Ni bil je dober samo v rapu, ampak tudi odličen igralec in resno je študiral nastopanje. Za Tupaca sta bila pisanje in igranje način, da pokaže bolečine in težave, ki jih je težko izraziti v običajnem pogovoru. Ko se je preselil v Kalifornijo, je začel vstopati v hip-hop sceno. Najprej je postal znan kot plesalec in spremljevalni nastopajoči skupine Digital Underground. Kasneje je dobil tudi priložnost, da posname svojo pesem. Leta 1991 je izdal svoj prvi album Tupac. Hitro je pritegnil pozornost, saj njegove pesmi niso govorile le o denarju, zabavah ali slavi. Tupac je pripovedoval tudi o življenju ljudi iz revnih skupnosti, rasizmu, policijskem nasilju, najstniških nosečnostih in otrocih, ki odraščajo brez ustrezne podpore. Nekateri so občudovali njegovo neposrednost. Vendar pa so bili tudi takšni, ki so menili, da je sporočilo njegove glasbe preveč jezno in nevarno. Ko je imel vedno več poslušalcev, je začel igrati tudi v filmih. Pojavil se je v filmih kot so Juice, Poetic Justice in Above the Rim. Te vloge so pokazale, da ni bil le raper, ampak je imel tudi sposobnost postati resen igralec. Sredi 90-ih let je bil Tupac eden najbolj znanih in najbolj kontroverznih umetnikov v Ameriki. Toda njegova glasba je imela drugačno sporočilo kot resnično življenje okoli njega. V njegovi glasbi lahko vidimo občutljivega sina, ki ljubi svojo mamo in čuti sočutje do ljudi, ki ljubijo. V drugih njegovih pesmih pa prikazuje pogumnega in agresivnega moškega, ki je pripravljen na boj. Ko je njegovo ime postajalo vse bolj znano, je bilo tudi vedno več težav. Tupac se je zapletel v več pravnih sporov, pretepov in nasilnih incidentov. Pogosto so ga videvali v novicah ne samo zaradi njegove glasbe, ampak tudi zaradi njegovih težav z zakonom. Novembra 1994. Tupac je šel v snemalni studio na Manhattanu v New Yorku. Preden je prišel v studio, so ga ustavili oboroženi moški. V preddverju stavbe so Tupaca oropali in ga večkrat ustrelili. Preživel je in takrat se mu je spremenilo mnenje o ljudeh okoli sebe. Tupac je verjel, da so nekateri ljudje v glasbeni industriji morda vedeli za napad. Ni imel trdnih dokazov, ki bi potrjevali, kdo je to načrtoval, vendar sta se njegova jeza in sumničavost še poglobila. Tukaj se je spor še bolj zaostril med njim in raperjem Christopherjem Wallaceom, bolj znanim kot The Notorious B.I.G. Nekoč sta bila prijatelja, vendar je Tupac začel verjeti, da so nekateri ljudje blizu Biggiju morda vedeli nekaj o streljanju.
Biggie in njegovi prijatelji so zanikali, da bi bili kakorkoli vpleteni. Hkrati se je stopnjevalo tudi tako imenovano rivalstvo med vzhodno in zahodno obalo. Vzhodna obala je bila osredotočena na New York, medtem ko je bila zahodna obala močna v Kaliforniji. Začelo se je kot tekmovanje v glasbi in med založbami, a postalo je bolj osebno zaradi žalitev, pesmi, intervjujev in povezav z uličnimi tolpami. Niso vsi reperji bili del prave vojne med tolpami, toda ko so mediji in glasbene založbe še bolj podžigali spor, je postala situacija še bolj nevarna. Medtem ko je bil Tupac v zaporu, potem ko je bil spoznan za krivega v primeru spolne zlorabe, ponudil mu je pomoč Suge Knight. Bil je šef založbe Death Row Records, ene največjih glasbenih založb na zahodnji obali. Death Row Records je pomagal Tupacu, da je prišel iz zapora, medtem ko je vlagal pritožbo na svojo zadevo. V zameno za to je Tupac podpisal pogodbo s podjetjem. Ko je bil izpuščen oktobra 1995, takoj se je vrnil v studio. Hitro je ustvaril veliko pesmi. Februarja 1996 izdal dvojni album All Eyes on Me. To je bil velik uspeh in še dodatno je povečal njegovo slavo. Toda skupaj z uspehom so se še bolj zaostrili njegovi spori z drugimi reperji. Napisal je pesmi, ki so neposredno napadale njegove nasprotnike. V intervjujih in javnih nastopih pogosto je bil jezen in izzivalen. Kljub temu je še naprej pisal o življenju, smrti, družini, strahu in upanju, da bo pobegnil iz težav. Kot da obstajata dva Tupaca, ki živita hkrati. Eden je pesnik in igralec, ki želi razložiti bolečino ljudi, ki jih družba spregleda. Drugi pa je javna osebnost, obdana s konflikti, jeza, posel in ljudje povezani z uličnimi tolpami. Do septembra 1996 je bil Tupac na vrhuncu svoje kariere. Njegovi albumi so se odlično prodajali. Ustvarjal je veliko pesmi in filmov, načrtoval je tudi ustanovitev lastne glasbene založbe in večji nadzor nad smerjo svojega življenja. Toda 7. septembra odpotoval je v Las Vegas skupaj s Sugiem Knightom in drugimi člani Death Row Records. Njihov glavni namen je bil ogled borbe med Mikeom Tysonom in Bruceom Seldonom v MGM Grand. Mike Tyson je bil Tupacov prijatelj. Ko je Tyson hitro zmagal v prvem krogu, je bila Tupacova skupina vesela in glasna. Okoli 20:30 zvečer je bila MGM Grand Garden Arena polna z več kot 16.000 gledalci. Tam so bili tudi športniki, umetniki, glasbeniki in druge znane osebnosti. Mnogi so pričakovali, da bo dvoboj za naslov prvaka v težki kategoriji dolg in napet. Toda le minuto in nekaj sekund po začetku prve runde je bil dvoboj prekinjen in razglašen je bil Tyson za zmagovalca. Ker se je bokserski dvoboj končal zelo zgodaj, je na tisoče ljudi hkrati zapustilo areno. Med tistimi, ki so se sprehodili proti preddverju igralnice, sta bila tudi Tupac in Suge Knight. Njihova skupina bi se morala odpraviti v nočni klub 662, povezan s Sugom Knightom. Tupac bi tam moral nastopiti kot del zabave po dogodku. Toda preden so lahko zapustili MGM Grand, eden izmed njihovih spremljevalcev je opazil moškega. Moškovo ime je bilo Orlando Anderson. Bil je član Southside Compton Crips, ulične tolpe iz Kalifornije. Skupina ga je poznala zaradi prejšnjega incidenta, v katerem naj bi bil vpleten v krajo verižice osebi povezani z Death Row Records. Ko so Orlanda Andersona pokazali Tupacu, je reper hitro pristopil in Andersona udaril s pestjo. V pretepu so sodelovali tudi nekateri Tupacovi spremljevalci. Varnostna kamera v igralnici je posnela celoten dogodek. V manj kot minuti je prispelo varnostno osebje MGM in nočilo moške. Takrat ni bil nihče aretiran. Za ljudi, ki so bili priča dogodku, je bil to morda le hiter pretep po glasnem bokserskem dogodku. Toda pretep v preddverju bo postal eden najpomembnejših dogodkov v preiskavi Tupacove smrti. Ko sta zapustila MGM Grand, je Tupac sedel v črni BMW, ki ga je vozil Suge Knight. Za njima so sledila še druga vozila iz Death Row spremstva. Odhajali so v nočni klub. Skupina je bila še vedno dobre volje. Glasba je bila glasna. Okno na BMW-ju je bilo odprto. Veliko ljudi je videlo Tupaca, ko je avto peljal po Las Vegas Stripu. Od konca borbe Mika Tysona so minile manj kot 3 ure. Tupac ni vedel, da se po mestu vozi tudi bel Cadillac. In tik pred polnočjo se bosta obe vozili srečali na križišču na Flamingo Road. Tam se bo zgodovina hip-hopa zavedno spremenila. Preden sta prispela do križišča Flamingo Road in Cowell Lane, je policija začasno ustavila avto Tupaca in Sugia Knighta.
Glasba v avtu je bila preglasna in na zadnji strani ni bilo registrske tablice. Sugi je pojasnil, da je registrska tablica v predalu. Ko so policisti to videli, so jima dovolili oditi brez kazni. Le nekaj minut kasneje se je BMW ustavil pri rdeči luči na Flamingo Road. Kraj je bil zelo živahen, saj je bila sobotna noč in veliko ljudi je prihajalo iz igralnic, hotelov in boksarskega dvoboja. Sugi Knight je bil na voznikovem sedežu. Poleg njega na sovoznikovem sedežu je bil Tupac. Okna njunega avtomobila so bila odprta, medtem ko je glasno igrala glasba. Okoli BMW-ja so bila vozila založbe Death Row Records, vendar konvoj ni bil tesno skupaj. Med vsakim vozilom je bil razmak zaradi prometa. Okoli 11:15 zvečer se je beli Cadillac približal desni strani BMW-ja. Tam, kjer je sedel Tupac, se je nenadoma odprlo okno Cadillaca. Eden za drugim so izstrelili strele proti njihovemu vozilu. V samo nekaj sekundah je bilo izstreljenih več kot 10 nabojev. Tupaca so zadeli 4-krat. 2 krogli sta ga zadeli v prsi, zadeta sta bila tudi njegova roka in stegno. Sugi Knight je prav tako utrpel poškodbo na glavi zaradi letečih delcev krogel in stekla. Po streljanju je beli Cadillac hitro odpeljal. Suge ni takoj izstopil iz BMW-ja. Kljub svojim ranam in razbitemu BMW-ju, pospešil je avto stran od križišča. Poskušal je odpeljati Tupaca v bolnišnico, vendar BMW ni več dobro vozil. Pnevmatike so bile preluknjane in številni deli avtomobila so bili zadeti s streli. BMW tudi ni prišel daleč, preden so ga opazili policisti. Eden prvih, ki se je približal, je bil policist na kolesu Chris Carroll. Videl je, da je bil Tupac prekrit s krvjo in se skoraj ni mogel premikati na sovoznikovem sedežu. Policisti so odprli vrata avtomobila. Previdno so Tupaca izvlekli iz vozila. Položili so ga na cesto, medtem ko so čakali na rešilca. Policist Carroll je poskušal vprašati Tupaca, kdo ga je ustrelil, a reper je bil že šibak in je težko dihal. Kmalu zatem so prispeli reševalci. Tupaca so odpeljali v Univerzitetni medicinski center Južne Nevade, glavno travmatološko bolnišnico v Las Vegasu. Travmatološka bolnišnica ima zdravnike in opremo za bolnike s hudimi poškodbami zaradi nesreč ali nasilja. Tupacovo telo je utrpelo hude poškodbe. Ena od krogel je vstopila v njegov prsni koš in zadela desno pljučno krilo. Imel je tudi hudo notranjo krvavitev oziroma krvavitev znotraj telesa. Tupaca so morali takoj operirati, da bi ustavili krvavitev in popravili poškodovane dele njegovega telesa. Zaradi hudih poškodb so mu zdravniki odstranili desno pljučno krilo. Namestili so ga na oddelek intenzivne nege in priključili na aparat za vzdrževanje življenja. Ta naprava pomaga pacientu dihati in ostati živ, medtem ko se telo poskuša opomoči. Medtem so zdravili tudi Sugija Knighta. Njegova rana ni bila huda in je kmalu zapustil bolnišnico. Novica o streljanju se je hitro razširila. Novinarji in oboževalci so se zbrali pred bolnišnico. Veliko ljudi je upalo, da bo Tupac preživel svoje rane. Še posebej zato, ker je že preživel prvi napad s strelnim orožjem v New Yorku. Toda tokrat so bile njegove poškodbe hujše. Medtem ko se je Tupac boril za svoje življenje, lasvegaška policija je začela preiskavo. Preiskovalci so pregledali BMW. Pogovarjali so se s pričami in člani konvoja. Iskali so tudi bel Cadillac, ki je bil uporabljen v napadu. Jasno je bilo, da je bil način streljanja načrtovan. Cadillac se je približal na sovoznikovi strani, kjer je sedel Tupac. Ena oseba je hitro streljala, preden je vozilo pobegnilo, vendar ni bilo jasne slike obraza strelca. Tisto noč niso aretirali nobenega osumljenca. To je postalo pomemben del preiskave. Pretep Wem Grant nekaj ur pred streljanjem. Po navedbah tožilcev več let pozneje je bil motiv za napad lahko maščevanje. Orlando Anderson, moški, ki ga je Tupac udaril v igralnici, je nečak Dwayna Kefija D. Davisa, nekoč znanega člana Southside Compton Crips. Policija je sumila Orlanda Andersona, vendar je zanikal, da bi bil kakorkoli povezan z umorom. Ni bil obtožen v primeru Tupaca in je umrl v ločenem streljanju med tolpami leta 1998. Tudi ni bilo takoj znano, kdo je dejansko streljal iz Cadillaca. Ker policija ni imela jasnega odgovora, se je pojavilo veliko različnih zgodb. Nekateri so streljanje povezovali z rivalstvom med vzhodno in zahodno obalo. Nekateri so sumili na glasbene založbe, ulične tolpe in nekdanji sovražniki Tupaca. Vendar pa številne znane teorije nimajo dovolj dokazov. V bolnišnici je Tupac večkrat prestal operacije. Moral je ostati v umetni komi.
Zaradi resnosti njegovega stanja so mu dajali močna zdravila. V prvih dneh je bilo upanje, da bi lahko preživel. Tupak je bil mlad in imel je močno telo. Toda notranje krvavitve so se nadaljevale in njegovo srce ter pljuča so imela težave. Popoldne 13. septembra 1996. Njegovo telo dokončno odpovedalo. Tupak Shakur je umrl pri 25 letih. Uradni vzrok njegove smrti je bila odpoved dihanja in srčno-pljučni zastoj zaradi številnih strelnih ran. To pomeni, da njegova pljuča in srce zaradi hudih poškodb niso več mogla podpirati telesa. Le 6 dni je minilo med veselimi boksarskimi dogodki in smrtjo enega največjih glasbenih zvezdnikov svojega časa. Toda tragedija se ni končala v bolnišnici. Ostala je preiskava brez ujetega osumljenca, priče z različnimi zgodbami in vprašanje, ki bo preiskovalce preganjalo še vrsto let. Kdo je naročil in kdo izvedel streljanje, v katerem je bil ubit Tupak Shakur? S smrtjo Tupaka lasvegaški policiji je ostal izjemno zahteven primer. Veliko ljudi je bilo z njim tisto noč. Okoli BMW-ja je bilo tudi veliko vozil, a vendar jih je le malo dalo jasne in popolne informacije preiskovalcem. Nekateri možni priče so se bali spregovoriti, ker je bil incident povezan z uličnimi tolpami. Zaradi tega je preiskava hitro zastala. Eden od ljudi, za katere pravijo, da so bili vpleteni, ki so ga dejansko videli, je bil Yafiu Fula, bolj znan kot Yaki Kadafi. Bil je član skupine Outlaws in tesen prijatelj Tupaka. Po nekaterih poročilih, Kadafi je povedal, da je videl ljudi v Cadillacu in da bi lahko prepoznal voznika. Vendar ga detektivi niso takoj uspeli ustrezno zaslišati. Skoraj 2 meseca po smrti Tupaka je bil ubit tudi Kadafi v New Jerseyju. Po navedbah oblasti, po nesreči ga je ustrelil znanec. Ker je umrl, preden bi lahko podal podrobnejšo izjavo o dogodku, so izgubili potencialno pomembno pričo. Hkrati tudi nekateri ljudje, povezani z Death Row Records, niso sodelovali s policijo. Bili so priče, ki so podale nepopolne ali različne zgodbe. Drugi pa niso želeli sodelovati, ker so se bali, da bi jih lahko doletelo maščevanje tolp. Ker ni bilo takojšnjih aretacij, so se začele širiti različne teorije. Nekateri so sumili, da je Suge Knight sam načrtoval umor Tupaka. To teorijo je takrat podprl tudi nekdanji detektiv losangeleške policije Russell Poole. Po tej teoriji naj bi imela založba Death Row Records veliko denarja, ki bi ga morala plačati Tupaku. Obstajajo tudi poročila, da je Tupak načrtoval, da zapusti podjetje in dobi večji nadzor nad svojo glasbo. Leta 1997 je Tupakova mati Afeni Shakur vložila tožbo proti založbi Death Row Records. Obtožila je podjetje, da ni ustrezno upravljalo zaslužka njenega sina. Kasneje sta se obe strani poravnali, vendar ni bilo trdnih dokazov, da je Suge Knight naročil streljanje. Suge je bil poleg Tupaka, ko so BMW zasuli streli. Tudi Suge je bil zadet in prav tako bi lahko bil ubit. Zaradi tega veliko preiskovalcev in ljudi, ki so bili tam, ni verjelo, da bi se namerno izpostavil napadu. Preiskava se je bolj osredotočila na pretep v MGM Grandu. Potem, ko so pretepli Orlanda Andersona, je bil jasen možen motiv za maščevanje. Anderson je bil povezan s Southside Compton Crips, medtem ko so bili člani mob Pyru Bloods blizu založbe Death Row Records. Ti dve skupini sta bili rivalski ulični tolpi v Comptonu v Kaliforniji. Že pred tistim večerom je bilo med njihovimi člani že več pretepov in maščevanj. Po pojasnilu tožilcev, ni šlo zgolj za preprost spor med reperji. Osebni spor v glasbeni industriji se je prepletel z dolgoletnim konfliktom med tolpami. Orlando Anderson je postal prvi glavni osumljenec številnih preiskovalcev, vendar je zanikal, da bi bil v Cadillacu in dejal, da nima ničesar s smrtjo Tupaka. Ni bil obtožen, ker ni bilo dovolj dokazov, ki bi ga neposredno povezovali s streljanjem. Pojavila se je tudi teorija, da naj bi bil vpleten Christopher Wallace, bolj znan kot The Notorious B.I.G. Biggie in Tupak sta bila nekoč prijatelja, vendar se je njuno razmerje po streljanju na Tupaka v New Yorku leta 1994 pokvarilo. Spor se je še zaostril zaradi pesmi z osebnimi žalitvami drug proti drugemu. Preiskava novinarja Chucka Phillipsa je razkrila, da naj bi Biggie ponudil denar članom tolpe Crips, da bi ubili Tupaka.
Ljudje, ki so bili blizu Biggiju, so odločno zanikali obtožbe. Obstajajo tudi poročila, da je bil Biggie v New Yorku na noč streljanja v Las Vegasu. Ni bil je obtožen in ni bilo sodne odločbe, ki bi rekla, da je bil vpleten v smrt Tupaca. 6 mesecev po umoru Tupaca je bil tudi Biggie ubit v Los Angelesu. Odhajal je z zabave v zgodnjih jutranjih urah 9. marca 1997, ko so njegov avto ustrelili na semaforju. Biggie je bil star komaj 24 let. Ker sta se umora zgodila v podobnem času in na podoben način, veliko ljudi verjame, da sta morda povezana. Vendar pa tudi v primeru Biggija ni bilo obsodbe. Obstaja še eno ime, ki se vedno znova pojavlja v zgodbah o smrti Tupaca. Sean Combs, znan tudi kot Puff Daddy in kasneje Diddy. Combs je ustanovitelj založbe Bad Boy Records, založbe, pri kateri je bil Biggie. Ker je bila njegova založba tekmec Death Row Records, so ga nekateri obtožili, da naj bi ponudil denar za umor Tupaca in Suge Knighta. Te obtožbe so predvsem izhajale iz izjav Dwayna Keefe D. Davisa, nekdanjega vodje tolpe Southside Compton Crips in strica Orlanda Andersona. Combs je zanikal kakršnokoli vpletenost v umor Tupaca, prav tako ni bil obtožen v zvezi z incidentom. Dolga leta so krožile zgodbe o Suge Knightu, Biggiju in Combsu, o katerih so pogosto poročali mediji. Vendar nobena od teh teorij ni pripeljala do primera, ki bi bil predan sodišču. Največja sprememba v preiskavi je prišla prav od Keefe D-ja. Po noči, ko je prišlo do streljanja, je Keefe D povedal, da je bil v belem Cadillacu skupaj s 3 moškimi. Med njimi je bil tudi njegov nečak Orlando Anderson. V enem izmed intervjujev leta 2008 je Keefe D preiskovalcem podal podrobno zgodbo. Intervju je bil opravljen kot del ločene preiskave umorov Tupaca in Biggija. Po izjavah Keefe D-ja je njihova skupina iskala Tupaca in Sugeja po pretepu v MGM Grandu. Povedal je tudi, da je bil v Cadillacu pištola in da jo je podal tistim, ki so sedeli zadaj. Ni vedno jasno povedal, kdo je streljal. Ob različnih priložnostih je omenil ime Orlando Anderson. Vendar obstajajo tudi pričanja, ki kažejo na še enega moškega v Cadillacu. To je pomembno, ker po zakonih Nevade osebi ni treba osebno streljati, da bi bila obtožena umora. Odgovoren je lahko tudi tisti, ki je pomagal pri načrtovanju, zagotovil orožje ali vodil napad. Nekateri deli izjav Keefe D-ja so dolgo ostali skrivnost. Kasneje pa je začel pripovedovati v dokumentarcih in spletnih programih. Leta 2019 je izdal svoje spomine z naslovom Compton Street Legend. V knjigi je opisal svojo prisotnost v Cadillacu in dogodke, ki so privedli do streljanja. Te javne izjave so dale nov zagon nerešenemu primeru. Nerešeni primer je primer, ki že dolgo nima dovolj sledi, da bi napredoval. Lahko ga ponovno odprejo, če se pojavi nova priča, novi dokazi ali izjava, ti bi se lahko uporabila na sodišču. Julija 2023 je policija Las Vegasa izvedla preiskavo v hiši v Hendersonu v Nevadi, povezani z ženo Kefeja D-ja. Preiskovalci so vzeli elektronske naprave, fotografije, dokumente in druge predmete, ki jih lahko pregledajo. 2 meseca kasneje so aretirali Kefeja D-ja. 29. septembra 2023. Tožilci so napovedali, da je bil obtožen umora. V zvezi s smrtjo Tupaca Shakurja je on prva oseba, ki je bila uradno obtožena v tem primeru. Po navedbah tožilstva, Keefe D je vodil iskanje Tupaca in Sugea kot maščevanje za pretep Orlanda Andersona. Tožilci so tudi povedali, da je on priskrbel pištolo, ki je bila uporabljena v napadu. Keefe D se je izrekel za nedolžnega. Po njegovih zagovornikih je napihnil ali spremenil zgodbe, da bi zaslužil z intervjuji in svojo knjigo. Njegovi odvetniki pravijo tudi, da so bile nekatere njegove izjave policiji dane v okviru dogovora, da se ne bodo uporabile proti njemu. Tožilci pa vztrajajo, da je ta zaščita izginila, ko je prostovoljno povedal iste informacije javnosti. Leta 2026 je sodnik dovolil uporabo spominov Kefeja D in posnetka njegovega policijskega zaslišanja iz leta 2008 na sojenju. Ti dve sta med najpomembnejšimi dokazi, ki jih bo predstavilo tožilstvo. Njegovo sojenje naj bi se začelo 10. avgusta 2026. Pričakuje se, da bo tožilstvo poskušalo dokazati, da je bil Keefe D tisti, ki je načrtoval in pomagal pri napadu, čeprav ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, kdo je dejansko pritisnil na sprožilec. Obramba pa poudarja, da ni nobenih fizičnih dokazov, ki bi ga neposredno povezovali s pištolo ali Cadillacom in da zgodbam, ki so se že večkrat spremenile, ni mogoče zaupati. Skoraj.
30 let po streljanju. Primer ni več odvisen samo od starih govoric in teorij. Prvič bo porota slišala dokaze in odločala na podlagi izjav, ki jih je sam Kefedi povedal. Je to priznanje resničnega zločina ali pa so to zgodbe, ki so bile ustvarjene zgolj zato, da bi zaslužili na enem najbolj znanih nerešenih umorov v zgodovini glasbe? Ko se je preiskava poglabljala, so nekateri opazili nenavadne varnostne ukrepe tiste noči, ko je bil Tupac ustreljen. Po besedah nekdanjih članov založbe Death Row Records, pred boksarskim dvobojem je potekal varnostni sestanek. Domnevno so telesnim stražarjem naročili, naj v nočni klub, kamor bodo šli po borbi, ne prinašajo orožja. Orožje so lahko pustili v hotelu ali v svojih vozilih. Varnostno ekipo založbe Death Row Records je takrat vodil Reggie Wright mlajši. Prej je bil policist v Comptonu, zato je bil dobro seznanjen s policijskim delom in osebno zaščito. Ker je bil Tupac slaven in je imel veliko sovražnikov, so se nekateri spraševali, zakaj njegova zaščita ni bila strožja. To je postalo še bolj očitno po pretepu MGM Grand. V takšni situaciji bi lahko okrepili varnost in takoj umaknili Tupaca stran od ljudi, ki bi se mu lahko maščevali. Nekateri so sumili, da je morda nekdo blizu Death Row Records vedel za gibanje skupine. Njihovi spremljevalci so vedeli, kam bodo šli, katero vozilo bodo uporabili in kje bo sedel Tupac. Toda ta vprašanja niso bila dokaz za zaroto. Reggie Wright Jr. je to zanikal. Kakršnokoli upletenost v umor. Ni bilo dokazov, da bi on ali njegova varnostna ekipa pomagali napadalcem. Obstaja tudi enostavnejša razlaga za dogodek. Po boksarskem dvoboju so se vozila razdelila zaradi množice ljudi in prometa. BMW, v katerem sta bila Tupac in Suge Knight, je bilo lahko opaziti. Okna so bila odprta, glasba je bila glasna in ljudje so prepoznavali Tupaca, ko so se peljali po Las Vegas stripu. Napadalci tudi niso potrebovali skrivnih informacij, če so sledili BMW-ju iz hotela ali so ga videli na cesti. Sčasoma se je pojavilo še več teorij, ker dolgo časa ni bilo vloženih nobenih obtožb. Vendar je skoraj vsak, za katerega se domneva, da je bil v belem Cadillacu, že umrl. Prav tako niso našli strelnega orožja, za katero bi lahko z gotovostjo trdili, da je bila uporabljena pri zločinu. Zaradi tega je zelo težko sestaviti celoten dogodek samo s fizičnimi dokazi. Najpomembnejši dokaz tožilstva proti Kefiju D izhaja iz njegovih lastnih besed. V intervjujih in v svoji knjigi je priznal, da je bil v Cadillacu, ko so ustrelili Tupaca. Prav tako je povedal, kako naj bi njihova skupina iskala Tupaca in Sugea Knighta po pretepu v MGM Grandu. Toda pa na sodišču ni dovolj, da je zgodba le znana ali prepričljiva. Tožilstvo mora dokazati, da je Keffi D resnično pomagal pri oblikovanju in izvedbi načrta. Obramba mora pokazati, zakaj njegovih prejšnjih izjav ne bi smeli verjeti ali jih uporabiti proti njemu. Vprašanje ni le, ali je on sam streljal. Po zakonodaji Nevade, oseba, ki je namerno pomagala pri napadu, lahko odgovarja za umor, tudi če je sprožilec potegnil nekdo drug. Zaradi tega je prvič po skoraj 30 letih Tupacova smrt resnično postala predmet kazenskega sojenja. Keffi D ostaja nedolžen, dokler sodišče ne izreče sodbe. Sojenje je predvideno, da se začne 10. avgusta 2026, nekaj dni potem delu dokumentarca. Kakršenkoli bo izid, sojenje ne bo samodejno odgovorilo na vsa vprašanja. Porota lahko odloči, ali ima Keffi D kazensko odgovornost, vendar pa lahko ostane nejasno, kdo je dejansko streljal, kdo je še sodeloval v načrtu in katera od številnih zgodb, ki so prišle na dan, je resnična. Medtem ko družina Tupaca čaka na odgovore, njegov vpliv še naprej raste. Čeprav je bila njegova glasbena kariera kratka, naredil je izjemno veliko pesmi, še naprej so izhajali albumi iz njegovih posnetkov, ki jih je pustil za seboj. Po vsem svetu je prodal več kot 75 milijonov plošč. Toda ni bila le količina prodanih albumov razlog, zakaj je Tupac ostal pomemben. Neposredno je govoril o težavah, ki jih je videl, ko je odraščal. Revščina, rasizem, policijsko nasilje, razbite družine in pomanjkanje priložnosti. Imel je pesmi, ki so bile jezne in izzivalne. Imel je tudi pesmi, ki so izkazovale skrb za matere, mladino in revne skupnosti. Ni ga bilo mogoče zlahka spraviti v en sam okvir. Lahko je bil miren in globok v enem intervjuju, nato pa agresiven v svoji naslednji pesmi.
Govori proti nasilju, vendar se je tudi sam zapletel v prepire, ki so ga pripeljali v nevarnost. Nasprotujoči si deli njegove osebnosti so razlog, zakaj ga še vedno preučujejo in o njem govorijo. Leta 2017. Tupaka so vključili v Rock and Roll Hall of Fame že v njegovem prvem letu, ko je bil lahko izbran. Je eden izmed umetnikov, ki so pomagali, da je hip-hop postal prepoznan kot pomemben del moderne glasbe in kulture. Njegov vpliv je viden tudi pri reperjih, ki so mu sledili. Veliko umetnikov je uporabilo osebne zgodbe, politične vprašanja in probleme svoje skupnosti kot središče svoje glasbe. Vendar pa njegova zgodba nosi tudi bolj žalostno lekcijo. V zadnjem delu Tupakovega življenja so se združili glasbena rivalstva, posel, osebna jeza in konflikti med uličnimi tolpami. Žalitve, ki so se začele v pesmih in intervjujih, niso ostale le v svetu zabave. Te so se prelevile v resnične spore s strelnim orožjem in maščevanjem. Pretep, ki je trajal manj kot minuto, je morda sprožil napad, ki mu je vzel življenje le nekaj ur kasneje. To pa ne pomeni, da ena napačna odločitev pojasnjuje celotno smrt Tupaka. Nevarnost se je okoli njega nabirala že dolgo časa. Veliko ljudi, spori in odločitve so tisto noč vodili v tragedijo. Tupak je postal slaven, ker je znal bolečino, jezo in upanje svojega časa spremeniti v glasbo. Toda na koncu, isti kaotični svet, ki ga je opisoval v svojih pesmih, je uničil prihodnost, ki bi si jo še lahko ustvaril. Sodišče lahko poda pravni odgovor na vprašanje, kdo bi moral odgovarjati. Toda večji pomen zgodbe Tupaka je v nauku, ki ga je pustila za seboj. Ko jeza postane posel, resnični spor postane predstava in maščevanje prevlada. Posledica ni le uničena kariera ali izgubljen denar. Včasih je izgubljeno celo življenje. In to je razlog, zakaj skoraj 30 let po njegovi zadnji noči v Las Vegasu ni le način smrti Tupaka Shakurja, ni tisti, ki se ga še vedno spominjajo. Še bolj pa ostaja glas umetnika, ki je umrl zelo mlad. A je že povedal zgodbe, jih svet še danes posluša.